Ja, dobrodošli, herzlich willkommen, dragi prijatelji Goethe inštituta, v še enem podcastu Kafe med Goethe. In danes sem res vesela, da je v naši družbi zelo zanimiva gostja, ki je dramaturginja, prevajalka, pa tudi dobitnica prestižne nagrade za prevajalske dosežke. Mojca Kranjc, dobrodošli. Hvala lepa In, za povabilo. Imate res poklic, ki je tako obsežen, verjamem, da je kava pomembno gorivo pri vsem, kar počnete. Vsekakor. Da se sploh dan začne, je kava res nujna. Kakšna mora biti? Pri meni turška. Ne nemška, tista nemška. malo obarvana voda. Ne. Mislim, da tudi sam Goethe ne bi bil prav zadovoljen s to nemško zdajšnjo kavo. Posebej še, ker je pač imel izkušnjo italijanskega potovanja in je tam gotovo srečal tudi italijansko kavo. Mojca, imate poklic, ki vam omogoča, da ste že samo v gledališču zraven pri zgodbi od začetka do konca. Vi ste pravzaprav med prvimi, ki sploh ve in vidi, kaj se bo igralo, kako se bo igralo. To so kar lepi privilegiji. So kar lepi privilegiji, je pa tudi velika odgovornost, je treba reči. Vse to ponavadi gre skupaj. Tukaj sta dva začetka. Eden je uprizoritev, začetek uprizoritve, eden je pa v bistvu začetek repertoarja sezone. Načrt, ki ga seveda podpiše in sestavi v končni fazi umetniški vodja, ampak dramaturgi smo pa v tem smislu njegovi pomočniki, desne roke, svetovalci. Kje začnete svoje poglavje, novo poglavje pri gledališkem delu? Če misliva zdaj uprizoritev, gotovo začnem s tem, da preberem besedilo, da se srečam z režiserjem te uprizoritve. Da se pomenva o recimo konceptu njegovem, o tem, zakaj bi to delo sploh bilo primerno za repertoar. Namreč svoj čas ste dramaturgi bili ne samo v gledališču, tudi recimo spomnim se, ko sem začela svoje televizijsko delo, smo imeli v razvedrilnem programu še dramaturginjo. Se pravi, imate res zelo velik nabor enih talentov in obveznosti, nalog. Ja, mislim, res je, da je, kako naj rečem, geneza našega poklica in zdaj seveda govoriva o pomenu besede dramaturg, kakršen je se uveljavil v slovenščini. In je seveda treba povedati, da tudi če ostanemo samo pri evropskih samo v Evropi, če boste Italijano ali pa recimo, ne vem, Francozov rekli dramaturg, bo on mislil, da govorite o dramatiku, In ta pomen, ki ga imamo v slovenščini za dramaturga, je nekako prišel iz nemškega gornjega območja. Konkretno najbolj recimo slaven primer, ki se ta pomen uveljavil, je seveda Lessingova hamburška dramaturgija. In to je bilo v času, ko pravzaprav dramatik, kadar je pisal igro, ni nujno mislil na to, da se bo to uprizorilo. Kakor tudi tak je praktično delo v gledališču, ni imel kaj dosti pojma o literaturi. In je bil dramaturg takrat en tak most med pisalno mizo, poskušal dramatiku dopovedati, da bi ti napisal kaj takega, da bi oni to lahko igrali. In pa seveda temu, ki je vodil, takrat še nekako je poklic režiserja se šele rojeval, njim dopovedati, da bi vi kaj takega odigrali, da bi imeli to kakšen smisel. In v tem smislu seveda je bil dramaturg nekako dramaturško delo zelo vezano na dramsko besedilo. In kakor se je gledališče razvijalo, se je razvijal tudi ta poklic. In seveda danes najdemo lahko res dramaturga, ne samo v dramskem gledališču, ampak v vseh drugih, recimo zlasti v prizoritvenih žanrih, na filmu in tako. In kar bi mogoče lahko še omenila, zato da bo stvar bolj nazorna, o dramaturgiji govorimo tudi takrat, kadar ne gre ravno za umetniške dogodke ali pa za nekaj načrtovanega ali pa vsaj na pol načrtovanega. Razlika je samo ta, se tismu človeku, ki skrbi za to, ponavadi ne reče dramaturg, ampak se mu reče recimo vodja predvolilne kampanje ali pa, ne vem, šef oglaševalske akcije ali pa trener vrhunske smučarke. Tako. To je tudi vse dramaturgija. Koliko talentov v enem samem poklicu. Tako. Ste dramaturginja, zaposleni ste pri našem osrednjem gledališču, SNG Drami.
kjer pa ta poklic obsega kaj vse. Rekli sva, ste zraven od začetka do konca, potem pa ves čas pomembna opora in sodelavka režiserja. Tako je. Moram povedati, da je to osrednje dramsko gledališče, a ne? Pa še repertoarno za povrh, kar seveda sabo prinaša delo tako na tem, recimo, mikronivoju, kar sem že prej omenila pri uprizoritvi, kakor seveda tudi vse drugo, kar je treba delati v gledališču, zlasti je to na področju umetniškega vodenja, pomočnik, desna roka, svetovalec, no. In seveda tukaj je še zelo en velik in se mi zdi tudi kar smiseln opravek, to pa je urednikovanje, ker je gledališče na svoj način pravzaprav tudi založnik, ne. Recimo mi izdamo na sezono toliko publikacij, kakor imamo premier, temu se zelo understated reče gledališki list, v resnici je pa to vsakič en zelo, kako ne rečem, ambiciozno zastavljen zbornik strokovnih, če ne celo kar znanstvenih besedil, in dokaz, da je to res relevantna stvar, je, da so nekatere te številke recimo prišle že tudi v literaturo za študij na univerzi, a ne. In še to moram povedati, da če tudi nam v zadnjih sezonah je naklada se precej zmanjšala, je še zmeraj tudi ta zmanjšana naklada višja od naklade, ki jo imajo knjige, ki jih subvencionira Javna agencija za knjigo. Osnova je izjemna ljubezen do literature, ki vas od nekdaj spremlja, spoznali vas bomo tudi malo kasneje kot prevajalko, torej več tudi o tem prevajalskem vidiku vašega poklica. Ampak kdaj ste začutili, da je dramaturško delo tisto nekaj, kar bi vas res lahko zaposlilo, angažiralo? Ja, Kaj bi bila tista prelomnica? Ne vem, če je to zelo zanimivo. Moram seveda povedati, da sem jaz prva študirala na Filozofski fakulteti, filozofijo pa primerjalno književnost. In po zaslugi profesorja Lada Kralja, ki je predaval na primerjalni književnosti evropske gledališke poetike, se mi je zdelo, da mogoče bolj zanimivo kot kabinetno akademsko delo, da bi bilo delo v gledališču, kjer se pravzaprav znanje o literaturi pa razmislek predvsem lahko implementira takoj in je tudi feedback takojšen. In sem pač poskušala, kako ne rečem, tvegala, a bom sprejeta na akademijo ali ne, in sem bila in sem potem pač lahko opisala tudi dramaturgijo. Takrat se je to dalo študirati vzporedno, no. Mora biti izjemen užitek za knjižnega molja, da potem dejansko realizira določena besedila, jih vidi uprizorjena in da ste še na ta način vpleteni v sam proces postavitve dela na odrske deske. Zelo vznemirljivo delati pač. Mislim, ne bi sama sebi rekla knjižni mol, no, ampak se mi zdi, da je za določen tip gledališča seveda je literatura tudi pomembna. Zdaj, ta dramski, kako ne rečem, dramsko gledališče še zdaleč ni več edino, a ne. In tudi ni nujno, da bo tako tudi ostalo, lahko se bo to vrnilo, da bo to osrednje. Na začetku 20. stoletja recimo smo imeli avantgarde, gledališke avantgarde, ki so popolnoma mirno shajale brez dramskih tekstov. Rekla sem knjižni mol, ker se mi zdi, da prinaša malo tega prizvoka ene ljubezni tudi do branja. Upam, da je še dovolj časa, da berete tudi za svoj užitek, ne samo služba, ne, poklicno, ker si predstavljam, da ogromno morate prebrati, predelati, dokler delo pride na oder. Privoščim vam, da bi bili malo knjižni mol še, da imate še čas, da berete iz užitka. Ok, v tem smislu v redu. Ja. Namreč veliko dejansko se mi zdi, da tudi dramaturg ima seveda vpliv, kako se bo delo razvilo, na kakšen način bo postavljeno na oder. Tudi sami predlagate določena literarna dela, ki bi bila zanimiva sigurno. Za dramsko gledališče v Sloveniji. Seveda, to je del našega, kako ne rečem, opravka, no. Je pa seveda treba vedeti, da kapitan ladje na tem makronivoju je zmeri umetniški vodja oziroma ravnatelj, v drami imamo to združeno, no, da je ista oseba, v ravnatelju sta združena direktor in umetniški vodja. Ta del, ki se nanaša na umetniško vodenje, pravzaprav on je
kapitan, zdaj je kapitanka, no, te ladje, tako kot je pri uprizoritvi kapitan ladje, seveda režiser. Ne. Jaz sem pa mogoče njegov prvi oficir, ali kaj. Ste nagrajena prevajalka, ampak ni vsak dramaturg prevajalec. Res ni, ampak je pa zelo velikokrat se pojavi ta kombinacija. In mislim, da ni naključje to. Da je zelo veliko mojih kolegov, kolegic, dramaturg in dramaturgov, ki delajo praktično v gledališču, obenem tudi prevajalcev, prevajalk, zlasti dramskih tekstov. Pa tudi, naprimer, v zadnjem času gledališki lektor, to je en tudi res zelo zanimiv poklic, tudi med njimi imamo nekaj res vrhunskih prevajalcev in prevajalk. Mislim, to je ena taka naravna kombinacija, že, ki se je začela že pri Otonu Župančiču, če hočete. Ne. Ja, gre z roko v roki in v bistvu res, ja. Zagotovo je še lažje, če imate še ta talent, da je vse v enem, ne, da tudi besedila lahko... Se bolj je, privilegij, no. Privilegij, ker ko imaš privilegij kot dramaturg, kot sodelujoči pri nastajanju prizoritve, seveda vidiš, kako zelo, zelo pomembno je, kako je kakšna stvar prevedena, kako je sformulirana, kaj vse lahko igralca, režiserja, igralko, režiserko zapelje drugam, če si ti tam nekaj narobe prevedel. Ena beseda se lahko odpelje stvar nekam drugam. Ne. Zelo, zelo vidiš, kako res pomembno je to, kar delaš kot prevajalec. Ne samo dramska besedila, nagrajeni ste tudi za lepopis, za roman. Prinesli ste s seboj roman Ikarija, prevod nemškega avtorja, za katerega ste tudi prejeli lepo nagrado, Fabijana Hafnerja. Tako. Koliko tudi sami izbirate besedila, ki jih prevajate, koliko je te svobode? V bistvu moram reči, da sem imela to srečo doslej, da sem dobila fina naročila, da mi ni bilo treba tako, kot morajo najbrž, ne vem, svobodnjakinje, ali pa, no, se ne gre niti toliko za to, da bi morali, ampak nekako se mi je zgodilo tako doslej, da preden bi jaz lahko kaj predlagala, mi je že urednik, založba me vprašal, če bi me zanimalo to prevesti. No, mogoče ravno pri Ikariji, da ni bilo čistko, no, ampak je urednica založbe CF, Amelija Krajger, takoj videla, da je to prava stvar za to založbo, ki sicer se bolj posveča izdajanju strokovne literature, teorije, esejistike in ima zelo, zelo majčken del svojega programa namenjenega leposlovju, ne. Ampak je prepoznala v trenutku, da je to prava stvar in je naročila prevod. No. Kaj vas je navdušilo pri tem romanu? Kako je to perfektno napisana stvar. Jaz štejem, da je to ena najboljših knjig, recimo sploh leposlovnih, sploh napisanih v zadnjih recimo 20 letih. Res super in sem hvaležna, da je komisija, ki je zbirala, kjer prevod bo nagradila z nagrado Fabijana Hafnerja, zbrala ravno ta roman. In me to veseli in zaradi avtorja, ki se mi zdi res vrhunski, in seveda tudi zaradi te majhne založbe, ki si je upala to veliko stvar narediti. No. Tako da je to v bistvu nagrada tudi za založbo, ne samo zame. Kako se lotite prevajalskega dela, recimo prevajanja enega takega romana? Najprej preberete knjigo, kar se da nevtralno iz užitka, ali že se sliši ta drugi glas, že kako se boste lotili določenih stvari? Zato je res zelo, zelo od primera do primera. Različno, no. Ker recimo, ne vem, ko sem brala, prav Ikarija je prav posebej primer, ko sem to brala, nisem brala z namenom, to so mi pa naročili prevod. Sem to brala v bistvu tako, kako ste rekli prej, knjižno molno sem to brala in moram priznati, da vsake toliko časa se je kot če bi bilo pa to treba prevesti, tole bo pa kar zafrknen. Čeprav pa se je skazalo, da pametne stvari to ni težko prevesti. Ampak večinoma seveda jih berem te, ki so mišljene za prevajati, seveda že s to mislijo, da skušam ujeti ton.
Je spet odvisno, kakšne knjige zahtevajo veliko rešerširanja prej, ali pa posvetovanja s kakšnimi ljudmi, ki so specialisti za področje. To je res zelo, zelo različno, tako ni pravila. No. Kako je bilo pri tej knjigi, kar se tiče priprav, raziskovanja? Ja, glede na to, da je ena od oseb, ki nastopa v tem romanu, dejansko živela, je seveda bilo treba ta zgodovinski kontekst malo kako ne rečem, pregledati, malo raziskati. Predvsem to, no. To, kar se tiče pa je v bistvu večja skrb kot to, da bi bila malo pripravljena, je bila ta, da bo mene recimo te različne lege pripovedne, ki jih ima avtor, ujela, da se bo videl tudi v slovenščini, kakšne so. No. Tako da, in glede na to, kaj so mi napisali v utemeljitvi, zgleda, da se mi je posrečilo. No. Kako se razlikuje prevajanje za gledališče, gledaliških del od recimo romana? Od proze. Seveda, to je velika razlika že v tem, kar se vidi na prvi pogled. Namreč, da je eno za brati, eno je pa za govoriti. Mislim, jaz ne verjamem, da v današnjem času, v 21. stoletju, kdo še bere igre tako, kot so jih recimo včasih brali, tako kot danes prozo beremo. Ne? Skratka, ta razlika je očitna. Ne? Ampak, če pa me vprašate po samem prevajalskem postopku, bom pa to najlažje nekako ponazorila z eno ilustracijo. No? Ko recimo prevajaš prozo, se ti vrti film, no? Se ti vrti film in vidiš vse. In je to, kar je what you see is what you get. Pri drami, posebej pri dobro napisani, je pa tako, da se ti vrti film, ampak ne, da se ti ne sploh vrti film, ampak se ti vrti samo dialog lista. Ti si moraš pa sam predstavljati, katerega filma dialog lista je to. Ker, in tle seveda, to je najbolj temeljna razlika. Zato, ker dialog, govorim seveda o dobro napisanih igrah, nikoli ni pojasnjevalen, nikoli ni pripoveden. Zmeri je tam zato, da zgradi situacijo. In recimo, kakšne igre, pa ne mislim zdaj samo sodobnih, mislim tudi Shakespearea pa stare Grke, tam je ti daskali, se pravi, režijskih napotkov, to je tisto, kar se ne govori, ampak kar je mišljeno, da ne bo navodilo za uprizoritev, nimaš sploh napisan, kvečem odide, recimo. No. In je včasih tako, da moraš iz dialoga ugotoviti, kdaj je kakšna oseba not prišla ali pa kako je reagirala. Ne pa, da je to povedal, zdaj sem jezen, recimo. Ne? Mislim, no in to razbrati je zelo, zelo, zelo usodno. Če narobe razbereš, potem lahko narobe prevedeš. Na voljo, to je ena velika razlika. Druga velika razlika je pa, da pri drami nimaš časa. Ti dramski tekst nima, polka je enkrat tam, ki mora biti, se pravi na odru, nimaš ti možnosti kot bralka, tako kot bralka ali pa bralc, rewind, knofa pritisniti ali pa listati nazaj. Kaj, pazi, tle nekaj, jaz nisem narobe, nekaj sem očitno narobe razumela, moram še enkrat pogledati. Ne, pri drami je takoj gre naprej. To pomeni, da mora biti učinek hipen, kar pomeni, da mora biti izredno točen. Ker če ta komunikacija, ki mora biti med odrom, med igralcem, igralko in publiko, je prekinjena, je gotovo. In prekinjena je pa lahko zelo hitro prav na jezikovni ravni. Če jaz ne morem prepoznati tega, kar govorijo, in to prepoznam na prvi ravni v jeziku, lahko se tudi identificiram, ampak bistveno je, da prepoznam. Pol neham gledati in ne vidim ne situacije, ne zgodbe, ne nič. Tako da to je bistvena razlika. No. Ampak tudi romani večinoma prihajajo brez navodil za branje. Vem, samo imajo drug način pripovedi. Imajo drug način pripovedi. Tudi če je modernistično napisan, se pravi, da ni ta klasični linearna pripoved. Ti imaš vendarle možnost se ustaviti, odložiti, premisliti, kaj zdaj tle on misel, ne ona misel. Skratka, čist na drug način, da sprejemaš to literaturo, kakor jo
recimo gledalec, gledalka v gledališču. Predvsem to. Ja, kot prevajalec, ujeti ta duh, Ja. same zgodbe, ta ton pisatelja, kot ste rekli, Ja. Je izjemen izziv in ker romani ne prihajajo z navodili za branje, je včasih tudi malo, si rečeš, joj, tole bi pa še mečkan lahko začinila malo, da v prevodu se dodaja še mečkan mogoče ene emocije, energije, ki v originalnem tekstu ni. So včasih kdaj te skomine, to bi pa jaz bolje napisala. Pri prevodu vendarle tudi, prevod je tudi vendarle malo subjektiven. Zagotovo je težko zatreti duh Mojce Kranjc. Tudi v avtorskem besedilu, sedanje prevod je avtorsko besedilo. Mislim, ne čist ne. Seveda so skušnjave, ne. Seveda, pa zlasti pri dramskih tekstih, kot dramaturginja recimo že takoj vidim, to je napisal, preveč je tale dramatik napisal, to bomo spustili pol, ko bomo uprizarjali. Ampak jaz to moram vsem prevesti, ne glede. In mislim, da pri prozi, pa da ne govorimo o teoriji, ne smeš. Dobro, ne smeš ga denuncirati, če vidiš, da se je evidentno zmotil, da je tam, naprimer, ne vem, eno ime narobe napisal, ali pa, ne vem, tam sem imela enkrat eno kemično formulo, ki so se smejali tam na Kemijskem inštitutu, ko sem jih spraševala, je to v redu. Jasno, da tisto popraviš, ne. Ampak ne boš ga šupa popravljati v tem, po čemer je on avtor, se pravi, njegov slog in to. Ne, to pa ne, to ni govora. Kako kot prevajalka čutite, da teče slovenščina v primerjavi z nemščino? Oziroma, so kdaj težave, določen občutek, ki ga izraža nemščina ali pa struktura stavka, da to preneseš tudi v slovenščino? Ja, seveda, tle je zelo velika razlika, že po sintaksi, a ne? Tam v nemškem stavku zelo dolgo čakaš, da boš ugotovil, kaj se pravzaprav dogaja, a ne? Slovenščina ima pa to ravno obratno, seveda, čim prej prosim glagol, tem boljš. In pa lahko nizaš tam subjekt, objekt, kakor ne hočeš, to je pri Nemcih malo drugače. Tako da že tle ni nobene nevarnosti, da bi jaz kdaj, ne vem, kakšen stavek preveč po nemško naredila v slovenščini, ker je že v štartu toliko velika razlika. Poleg tega je pa slovenščina zelo glagolska. Nemščina pa zelo samostalniška. Že tle, tako da recimo so toliko velike razlike, da je baš zaradi tega mogoče celo lažje prevesti, kakor pa imam nekaj izkušenj tudi, ko sem morala prevesti iz srbščine, recimo, zame je bilo tisto skoraj težje, ker je toliko blizu. Zanimivo. Ja. Ker slovenščina potem ima veliko podredi, da mi vse to opišemo, kar Nemec lahko izrazi z nekaj besed. Oni imajo ogromno podredi, tudi oni. Pri nas je samo to, da malo drugače se vežejo stvari, tako da moraš paziti, kako boš potem naredil ta podredni stavek, naprimer. Nemec ga drugače tvori, kakor Slovenc, Tako da, to so pač te razlike, mislim. Sej, v bistvu prevajaš misel, ne pa toliko stavka ali pa besede, ne. Mislim, mogoče je ena sama taka, kako ni rečem, kako bi bilo nahtalno po slovensk. Slaba plat, je, da se, če bi iz kakšnega drugega jezika prevedla, bi se bolj upala te popačenke iz nemščine uporabiti, ne. Ker pa iz nemščine, tisto, kar pa prevajam iz nemščine, se pa tega skoraj ne upam, Ali pa moram biti res 100% prepričana, da paše. Da ne izgleda kot kalk, ne. Ja, slovenščina sploh se mi zdi, da je zdaj postaja vse čistejša, želi biti vse čistejša, pa tudi vse več slovenimo. Ne, tudi osebna imena, geografska, zemljepisna imena. Kako se znajdete pri tem slovenjenju? Ja. Če govoriva recimo o imenih krajev, ulic, inštitucij, na to lahko odgovorim, kako imena to. Če a ste mislili, kaj ste rekli, imena inštitucij recimo? Recimo. To se mi zdi zelo zanimivo vprašanje, res vznemirljivo. To pa zato, ker je že v času mojega življenja prišlo v odnosu do tega vprašanja do enega res radikalnega preobrata.
Ne? Tako kot se spomnim, da je včasih veljalo, da je treba vse sloveniti, zdaj to ni več tako, ne? Da bi bilo treba vse sloveniti, vsaj jaz mislim, da je to bistven obrat. In ta obrat je pa seveda povzročila dostopnost informacij po zaslugi interneta. In če je recimo včasih bil glavni kriterij, da se bo razumel, je pa zdaj glavni kriterij, a je najdljivo. In če govoriva Goethe inštitut, če jaz zdaj to prevedem v Goethejev inštitut ali pa inštitut Johana Wolfganga Goetheja, pa to vtipkam v Google, jaz ne verjamem, da bom dobila zadetek inštituta našega, tlele Goethe inštituta na Mirju. Ne? In če vpišem, ne vem, zdaj imamo Brechtovo leto, se bliža, ne? Njegov teater je bil prej teater Amšef pa Adam, da vpišem gledališče na ladjedelniškem nasipu, to mi ne bo nobenega zadetka dal, ne? Na to moram gledati. Zdaj, seveda pa tudi se ne da biti tle čist dosleden, da se ne bi pa ničesar prevedel, ne. To je včasih zadrega, čutim pri sebi v slovenščini. Tudi pravila se spreminjajo odvisno, kje delaš, za koga delaš, recimo v naši hiši, Televizija Slovenija, ne, res Sloveniji, tudi če delam oddajo s Kitajske, ne, imam vse v slovenski različici in potem se zgodi, da večinoma gledalci, ne, če želijo najti ime tega kraja na spletu, ga ne najdejo, ker ga zapisujemo, ne, slovenjenjo. Tako da poseben problem so točno te jeziki, ki niso latinični. Ne? Dokler so latinični, celo recimo turščina, ki ima tam nekaj več znakov, to je super, da ni treba nič, kako ne rečem, fonetizirati. Ne? Ampak pri nelatiničnih je pa problem, ker seveda vsi ti jeziki države, no, skratka, oni poskrbijo tudi za to, kaj je standard latiničen. Ali pa, naprimer, ne vem, tudi pri poslovnih prevodih sem imela recimo primere, da je bilo tam pohranjenih reči iz Gruzije, ampak zapisanih po nemškem pravopisu. In kaj zdaj, da bom jaz za slovenski prevod imela zapis po nemškem pravopisu? Ja, no go, ne? In pol, ker pa ne znam gruziščine, ne? Da bi jaz videla, kako je zapis v gruziščini, pa kako bi pol bilo po slovenskem pravopisu to. Skratka, je kar komplicirano. No? Ne zgleda tako simpel, kakor prevesti Goethe inštitut ali ne prevesti Goethe inštitut. No? Mislim, meni se zdi tako po pameti. No? Je pa res, da RTV Slovenija je pa vsaj dolg časa je veljalo, postavlja standard. Ne? Kako naredi RTV Slovenija, to je to, ne. Za SNG Drama Ljubljana, recimo, kjer delam, seveda tudi pri nas se postavlja standard, sam v, kako ne rečem, v drugem okolju, ne. To je vendarle umetniško okolje, ne. Brecht je vaša stalna spremljava, ne, veliko ste ga tudi že prevajali, zdaj sploh, ne, v tem času, ko tudi obeležujemo 70-letnico njegove smrti, tudi Goethe inštitut pripravlja posebne projekte. Ja. Kako je prevajati Brechta v slovenščino? Ja, v bistvu ni tako, da bi bilo kakšna posebna stvar. Je res, da nisem sicer zelo veliko prevedla njegovega, je pa res, da nekako, kot ste pravilno, nekako skozi vsake toliko časa se pojavi kakšno naročilo tudi ali njegove igre, ali pa zdaj recimo v zadnjem času sem pa njegovo teorijo tudi prevajala. Ne. In seveda dragoceno zame je, da je Brecht bil eden tistih redkih primerov v gledališču, ki je delal hkrati na odru in hkrati za pisalno mizo. Je bil ta kombinacija režiserja in dramatika. Se pravi, da je pravzaprav imel izkušnjo obojega in da je tudi, ko je pisal, seveda gledal na to svoje pisanje z odra in na oder. No. Tako da to je recimo tudi dragoceno vedeti, koristno vedeti, kadar ga prevajaš, ne. Da je bil tudi praktik. Ne. Nam lahko zaupate že, kaj bo ob tej obletnici tudi prišlo izpod vaših rok? Jaz sodelujem pri projektu založbe CF, ki je pravzaprav bo trajal ta projekt 3 leta in prvo leto je zdaj se že izteka, no, ko bo izšla prva knjiga od 3, ki jih tam načrtujejo.
Prva knjiga bo, v njej bo prevod kompletnega kupovanja Medenine, to je njegov najobsežnejši spis teoretski, in pa nov prevod Malega organona za gledališče. To sta njegova tako temeljna spisa teoretska v teatru, ker on je napisal ogromno, res. Tega se ne da prevesti vsega. Mislim, ni tega denarja, no, ki bi to lahko naredili. Drugo leto izide izbor njegovih spisov drugih. To so tudi mene nekako določili, da prevedem. V tretjem letu pa eden od strokovnih pregledovalcev in avtorjev spremne besede, Jakub Ribič, doktor Jakub Ribič, bo objavil prirejeno svojo doktorsko disertacijo, ki tudi je seveda njena tema Brecht. Njegov mentor, doktor Aldo Milohnič, je pa seveda drugi pregledovalec in avtor spremne besede. Tako da pravzaprav je ta tim mečkan, še Amelijo Krajger urednico moram seveda omeniti. To je pač ena stvari, ki se bo zgodila tudi v sodelovanju z Goethe inštitutom. Tako da to bo zdaj hmalo. Goethe je danes povabil na kavo, pa dajva Brechtu zadnjo besedo. Mogoče kakšna njegova misel, ki nam malo polepša te čase, v katerih sedaj živimo. Kaj vam je pri srcu? A lahko mogoče eno misel od njegovega vzornika? Namreč Brecht, kot veva, je začel kot pesnik, nekaj časa je celo sodeloval v kabaretu Karla Valentina kot igralec na klarinet. No in ta Karl Valentin, ki je bil en zelo pameten in moder mož, ima en res zelo, zelo razvpit izrek, ki ga pa mogoče res lahko malo za konec. In bom pa, če dovolite, kar v nemščini povedala, imam ta privilegij danes, da lahko. In to je Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Če je inspiriralo Brechta, zagotovo deluje tudi na ostale. Hvala lepa, Mojca, danes, da ste bili naša gostja in tudi brez skrbi, če nas boste iskali, kar mirno pogooglajte Goethe inštitut, velja točno ta naziv, lahko nas spremljate, najdete na Facebooku, Instagramu, LinkedInu, pa tudi po pretočnih kanalih, kot je Spotify, ta podcast in tudi naslednji, v katerega vas sedaj že vabim. Do kmalu. Vam pa hvala. Prosim, z veseljem.